A bi? Božič je. Ne vem, če bi. Danes nisem hotela brati spletnih medijskih strani, tudi tiskanih časopisov od včeraj ne, ampak en članek sem vseeno prebrala v medijih, pa ga bom zdajle prebrala še vam. Jezik je nenavadno zastarel, a ne, vsebina je pa absolutno aktualna in je iz današnjih dni. Coprnic in čarovnic je dežela še precej očiščena, razen pri Snežniku, Ložu, Cerknici in Planini. Zakaj v tistih krajih, ki leže med velikanskimi divinami, je včasih nemalo te golazni. Ko pa le kaj o njih zvedo, brž ujamejo ta coprniška babiščeta in jih spravijo na grmado. To jih straši in drugi strupeni in sili, da se svojo nesrečno umetnostjo skrivajo, saj tudi krastače in drugi strupeni črvi najrajši skrivaj lazijo po luknjah ali temnem grmovju in goščavi. Čestokrat so jim namreč vroče zakurili in so jih precej posadili na žareči stol, vendar golazni s tem še niso mogli docela iztrebiti. Upali so sicer, da je pogosto plapolajoči plamen vso to nesnago, coprniško zalego, mislim, popolnoma pregnal. Toda pod velikanskim kupom pepela so tako rekoč ostale še nekatere iskrice, ki utegnejo prav lahko vžgati to ali ono skladovnico. Tako so, brž ko je coprništvo spet začelo tleti in plapolati, hiteli gasiti nečisti plamen s sodnim ognjem in človeško krvjo. Zakaj, kadar zavohajo požar, namreč coprništvo, preženo požar s požarom ali s krvjo in ga zakopljajo v pepelu. In če se ta pepel coprnicam in drugim praznovernim, čarovništvu vdanim ljudem v ušesa natrese, povzroči velik strah in sklep, da se bodo vzdržali takih pregreh, ki požar podkurijo in zanetijo, ali da jih bodo skrbno pred človeškimi očmi skrivali in razodevali z nadaljnjim zapeljevanjem drugih ljudi, ker bi se na ta način najlažje razkrili. Morda pa prileti včasih kakšna iskrica, pohujšanja ali nalezljiva duševna kužna sapica iz kake sosednje dežele, kjer te zmajske zalege ne zmanjka. Na Kranjskem pa so tej prekleti pregrehi zelo sovražni. Pravica je v tem primeru prav ostra in ni za milost nič kaj razpoložena. Drugače se še najdejo na Kranjskem kmetje in kmetice, ki napovedujejo preprostim ljudem, kje je izgubljeno ali ukradeno blago, in dajo nasvete za različne bolezni in druge reči. Toda če oblast izve, jih da zapreti in po preiskavi kaznovati. Tako žensko imenuje preprosti človek boginjo, a bolj po pravici bi se morala imenovati hudičevka ali hudičeva dekla. Toliko iz dnevnega tiska, zdaj pa se posvetimo tistemu, ki mu je tale božični dan namenjen, in to je Edvard Kocbek. Namreč čez 2 meseca, dobra 2 meseca, bo pri založbi Sanje izšel njegov partizanski dnevnik. In urednik založbe in hkrati urednik te knjige se je odločil, da na glas bere Kocbekov dnevnik. Zakaj pa sva se odločila, da se mu posvetimo nocoj in verjetno se mu bomo posvetili tudi še v kakšen od prihodnjih oglašanj v živo, pa je razlog, da se je Kocbek veliko ukvarjal tudi z božičem oziroma je veliko razmišljal o tem. Kaj več bova povedala v pogovoru z Rokom Zavrtanikom.
Preden pa se mi pridruži, bi vam rada prebrala še eno Kocbekovo pesem. Gre za pesem z naslovom Pentagram. Naša zemlja, dragocena skrinja, nosi rdeče vrezan pentagram. Glejte, to je magična svetinja, da bi zlo zatrl in rešil hram. Zarotilec besa z njo zaklinja. Iz davnine hranimo orožje, z enim potegljajem rogljast ris. Nepretrgano, petero orožje, more uročiti smrtni ugriz, ko v človeku zalezuje Božje. Zgodovina tava po naravi. Človek je s skrivnostjo jasnovit. Dan je ostri kopjanik v svetlavi, noč je zvezdo oborožen ščit, znamenje rodu v krvavi slavi. Modri žreci govore iz ila. Hkrati uporna in koledna luč nas bo zvezda zlega ubranila, izročila nam bo sreče ključ, silo in svobodo uskladila. Naša zemlja, dragocena skrinja, nosi rdeče vrezan pentagram. To je naša magična svetinja. Z njo nam slehernik rešuje hram, kadar bese zvezdami zaklinja. Jutri gremo na bal, glej, kako globoko je nebo, idemo na bal. Sneg razi se v temo, razi se v temo. Veter potekud, podaj nam roko, mesec lenuti greje za nami. Mi gremo, s puško na rami, napad za svobodo, za kruh. Veter potekud, podaj nam roko, mesec lenuti greje za nami. Mi gremo, s puško na rami, napad za svobodo, za kruh. Zvezde že nam žarejo, noč nam razsvetljujejo temno, že zvezde žarejo, očeta gre in mesec nad njo, in mesec nad njo. Veter potekud, podaj nam roko, mesec lenuti greje za nami. Mi gremo, s puško na rami, napad za svobodo, za kruh. Veter potekud, podaj nam roko, mesec lenuti greje za nami. Mi gremo, s puško na rami, napad za svobodo, za kruh. In kot obljubljeno, se mi je pridružil Rok. Vesel Božič, Rok. Vesel Božič tudi tebi, Nata. In vsem gledalkam in gledalcem oziroma poslušalcem. Omenila sem že na začetku, da bo tale najin večer in najin pogovor posvečen Kocbeku in knjigi, ki jo pripravljaš že kar nekaj časa in bo išla čez dobra 2 meseca, Kocbekovi partizanski dnevniki. In v odlomkih oziroma v tistih delih, ki jih bomo slišali kasneje, ko bova midva končala, je ravno ta čas, ne, decembrski, okrog Božiča. In seveda vsi, ki smo brali, beremo Kocbeka, vemo, kdo je bil, kaj je zagovarjal, s čim se je ukvarjal. Preobširna tematika za tale najin nocojšnji pogovor, zato se mogoče
osredotočiva na tisto, kar sva nekako izbrala, in to je ta božični čas in njegov odnos do tega in Božič v Partizanih, ne nazadnje, kar bomo tudi slišali v odlomkih, ne. Ja, to je izjemno zanimiva tema, še posebej danes in v teh časih, ko so polaritete, ne, ali kako bi temu rekel, ki so tudi takrat, torej pred 80 leti dosegale osupljive razsežnosti in pokazale, da človek v bistvu ni človek še in sploh ne dozorel človek, so danes ponovno izjemno aktualne, a ne. In če se recimo malo obrnem nazaj v to tvoje prejšnje branje, mi smo slišali, pač poznavalci vejo, smo slišali, koga smo poslušali? Iz dnevnega tiska izpred 500 let. Iz dnevnega tiska smo poslušali odlomek iz Slave Vojvodine Kranjske, Janeza Vajkarda Valvazorja, in lahko smo ugotovili in slišali, da se ta duh v vsem tem času ni prav nič spremenil, ne. Ne, da se nič ni spremenil. V času Kozbeka je prihajalo do neke neverjetne, Kozbek na več mestih o tem govori kot največja transformacija. Slovenstvo se je vrnilo nazaj k samemu sebi in je reklo ne vsaki avtoriteti, ampak vsaki. Celo Josip Broz Tito je moral globoko spoštovati slovensko partizanstvo in to je potem lahko veljalo vzajemno. Danes spoštovanje velja pač na nek način, ki ga poznamo iz prejšnjih stoletjih in na način, recimo pri Valvazorju, ki se ga tako visoko ceni, ne, se pa mu skozi prste pogleda, ko gre za pravzaprav izjemno netoleranten fanatizem pravzaprav, ki se seveda v senci Vatikana dogaja že stoletja, to je skratka največjih avtoritet in tako naprej. In da se izvaja fanatizem, ki je podlaga vsem fašizmom, kasnejšim vse do današnjega dne. Do današnjih fašizmov na področju znanosti, enoumja v znanosti in tako naprej. In Kozbek je bil človek, ki je bil izjemno predan in iskren. Torej njegovi dnevniki so, jaz, ko sem se loteval te ideje, ne, se nisem zavedal, za kako mogočno in zahtevno goro gre. Spoznaval sem, da je Kozbek veliko večji od tistega, kar sem mislil. Spoznal sem, da so te njegovi zapiski, ki segajo tam, vključili smo tudi recimo nekaj dnevnikov hranjenih neposredno spred vojne, ker izjemno, bom rekel, izraža to vzdušje, ki je podobno današnjemu, ne. In je, ko se nam sestavlja ta dnevnik, to je zapis, ki je po mojem svetovnega, vesoljnega pomena, katerokoli ljudstvo se lahko iz njega zelo veliko uči. In potem, ko se pa začneš dotikati besedil, ki jih Kozbek navaja, da jih piše, številne okrožnice, Osvobodilne fronte, ki jih je napisal, govori ob raznih priložnostih. Božična poslanica, ne. Ja, in to ugotoviš, da je to, zato sta dve zajetni debeli knjigi, ki jih je zbral, hvala mu, Peter Kovačič Peršin, krščanski socialist v knjigah. In potem vidiš, da se ti odpira kar neka nova gora. Torej, če hočeš priti na to goro, moraš najprej to osvojiti, ker to spada zraven. In potem odkriješ njegovo skoraj nepoznano poezijo, tudi medvojno poezijo, nezbrane pesmi. In ugotoviš, da so to zelo močna svetila tistega časa. In potem lažje razumeš duha tudi partizanskih pesmi, ker je bil ne tujcu, tiranu, katerekoli tiranu, kateremukoli diktatorju, je bil odločen ne. Mi zdaj že poslušamo 30 let, poslušamo, češ, kako so bili ti vprašljivi časi, celo ugledni intelektualci, nekdanji komunisti vzklikajo ali pa so vzklikali, kakšen grozen totalitarizem je bil. Lepo prosim, danes, zakaj je totalitarizem najprej in tako naprej. Kozbek je bil branilec te svetlobe, te luči, ki jo je partizanstvo odprlo. In to je neko zavedanje, ki je kozmičnega, vesoljnega pomena. Zavedanje, ki bi ga vsako ljudstvo na tem svetu imelo polno pravico uveljavljati. Ne samo Slovenci. Zavedanje, ki odpira tako drugačen pogled, torej nekaj, kar je najdlje od Valvazorja, od vseh teh cenjenih nekdanjih intelektualcev, ne od vseh, ne, seveda so izjemni umetniki, ki so tudi posvetili v temo našega nezavedanja, odlično, ne. Ampak, mislim, in seveda Božič je tista tema,
ob kateri bi se mi da lahko pogovarjali zdaj vsaj do polnoči, da verjamem, ker jaz ne znam biti kratek, ne, v svojih in jaz bi predvsem ljudi pozval, ne ga berejo spet. Jaz sem ga večkrat bral, že kot mladenič, kot v študentskih letih imel čaro, ne. Ampak zdaj pa če pomislim, da so določeni ti dnevniki izhajali tudi v majhnih nakladah in so pravzaprav odrezani od slovenskega človeka, se sprašujem, kdo pravzaprav potem smo, če se ne zavedamo svojih največjih. Ne veste, Kocbek, mislim, veš, Kocbek je bil Nobelova nagrada za njega premajhna. Kako je lahko nagrada nekega trgovca z dinamitom pravzaprav danes simbol literature? Kako so ljudje lahko na to sploh zares ponosni? Ne, Kocbekov ne je bil ne vsemu v njemu blišču, bil je veliki notranji, duhovni človečnosti in resničnosti, ki pa jo šele odkrivamo in ustvarjamo. In prav partizanstvo je potegnilo tudi intelektualce resignirane iz tiste dobe pravzaprav v neko živo zgodovinsko dogajanje, kjer se je odločalo da ali ne. Nobene srednje poti ni bilo več. In ogromen intelektualcev je obstajal na srednji poti. Ni se odločilo ne za partizane, ne za domobrance, ampak so mnogi žalostno končali, ker jih je zgodovinsko. Mislim, partizanstvo je odprlo nazaj svobodo k našemu izvornemu slovenstvu in pravica do suverenosti, ki je pravica neodtujljiva, pravica vsakega bitja. Tudi živali, recimo, o čemer danes je za nas nepojemljivo. Živali. Ja. Zakompliciral. Ne, nisi. Mislim, da si zelo lepo uvedel to branje, ki je pred nami. In sicer samo, če še poveš, od kdaj do kdaj so zajeti zapisi dnevniški v tem, kar bomo nocoj poslušali. In morda, ne vem, prej so se pogovarjala tako čist neformalno, če bi morda povabila, ne, tudi tiste, ki naju spremljajo zdaj ali pa gledajo, če se jim zgodi, da bi si že želeli prebrati kakšen zapisek Kocbekov ali pa pesem ali pa karkoli, ne, in to zapakirati, ne, in nam poslati. Lahko mi to predamo naprej. Prav res, ne, recimo prav te njegovi dnevniki so neverjetno zanimivi, celo če jih bere človek, ki se ne ukvarja poklicno z branjem, kot sem jaz, ne. Ampak jaz neizmerno uživam, ko to berem. Ne gre za to, ja. Mislim, da je ravno tukaj... In bi pozval tudi druge, da pričnemo Kocbeka oživljati. Prebirati. Nocoj tole, kar sem jaz posnel in iz neočakanosti malo, ker želja je bila prvotno, da bi brali po dnevih, a ne. Recimo brali bi, če smo danes 25. decembra, bi brali dnevnik 25. decembra, recimo 1942. In jutri bi brali dnevnik 26. decembra. Želel sem si, morda to vendarle realiziramo, če kdo ima pri sebi dnevnike, ki so že šli listino in to vršijo, pa lahko iz njih bere. Dajmo se nazaj začeti zavedati Kocbeka, ker ni samo Kocbek. Kocbek je bil nekdo, ki je dejansko šel globoko v to globine tega temeljev dogajanja zgodovinskega slovenskega upora. In jaz ne vidim misleca, ki je tako globoko objel, hkrati pa tudi zaščitil partizanski upor. On je velika zaščita, veliki življenju in zanimiv je tudi njegov odnos do recimo raznih teh tako imenovanih komunistov, ne vem, ki noter stopa Kardel, Kidrič. Zanimivi so te odnosi, veliko dnevnikov se dogaja v bunkerjih, kjer se pogovarja Josip Vidmar in cela pač vrsta teh njegovih kolegov. Čakajo nas te neverjetne avanture, bega po slovenskih gozdovih in pa potem njegove poti, recimo na Avnoj, v Jajce. To so neverjetne zgodbe, ampak res neverjetne, pravlične zgodbe, pravzaprav zgodbe, ki bojo v prihodnosti miti, pravi miti. To so in tisto, kar je on občutil, ne, kar se vaja, slovenske partizane, gledajte, oni so se goloroki in neoboroženi uprli proti najmočnejši vojski in ekonomiji na svetu. Kdo je danes najmočnejša vojska in ekonomija na svetu? Vemo, kdo je. Pa vsi mislijo, se ne moremo nič, to je pač stvarnost, moramo delati za položnice. Ni res. Mi ne živimo od denarja, ne živimo od položnic. Partizani so se povezali
najtesneje z naravo. In narava jih je objela in iz nje so se učili in z njo so zmagovali. Ker to je notranja narava človeka, ki je edina resnična narava. Tega ne more noben denar, nobena zunanjost, nobena ta ponanjost ne more spremeniti. In vsi so se učili obnašati. Kaj se zgodi, ko odpade nenadoma avtoriteta? Nenadoma ni več, ne vem, župnika, papeža, profesori motovilijo tam neki, tako. In danes je podobno z intelektualci in akademijo slovensko. Tonči Kuzmanič nedavno premenil je rekel, da je slovenska akademija mrtva. In je to zelo aktualna misel. In isto je bila mrtva takrat. Takrat se je preprost človek prebujal in je bil. In prav intelektualci so imeli veliko večji problem se prilagoditi temu, kot recimo preprosti ljudje, ki so čutijo, kaj je prav in kaj je narobe. Kdaj je ogrožen njihov življenje, da imajo pravico z vsem se braniti, ampak z vsem, kar je njegovo. In to dogajanje v tem delu, ko sem ga jaz pač prebral in obsega pač skoraj tam okrog uro, traja od 10. decembra pa do vključno 24. decembra. Jaz sem po pravici povedano želel včeraj to predstaviti javnosti, samo ni šlo zaradi tehničnih razlogov, tudi nocoj upam tole, da bo šlo skozi, ker imamo težave s povezavo. Mal sva na nizkih, ne, kako se reče temu, bremzajo nekje, ne, uploadanje, nalaganje, no, po slovensko. In dogaja se prav zanimivo, ne, zdaj se midva nahajava recimo tukaj na zahodu Ljubljane, tukaj okrog 2-3 kilometre zračne črte, Sveta Katarina, Osredek, Dobrova, Babna Gora, to vse tukaj okrog. V tem istem času zima, obkroženi po eni strani z Nemci, nemška meja, ki je šla čez Sveto Katarino, na drugi strani Italijani, na tretji strani te neustrašni mladi fantje in seveda tudi starejši vse generacije partizani. Res poklonim. Zaradi njih danes mi govorimo slovensko. Zaradi njih je danes slovenščina ena od tistih 30 jezikov, ki jih ta korporatokracija priznava svetovno. Ampak to ne pomeni, da smo rešeni. Obstaja 5000 jezikov, ki so brez vsake pravice, ki nimajo niti knjig in zginjajo danes in noben ne skrbi. Govorijo nam podnebne spremembe, govorijo nam vse, ampak v bistvenih stvareh to, da se pa ubija kulturna, naravna dediščina in tudi živalske, rastlinske vrste. O tem pa to ne koristi kapitalu, ne, bi se reklo. Ista zver, kot je vladala Valvazorju. Ista zver, kot je vladala nacifašistom. In kot danes vlada nacifašistom, čeprav imajo drugo ime, neoliberalizem, ali kakorkoli temu kdo reče. Ista zver je še danes tukaj in dileme so zelo podobno tistim izpred 80 let, ki jih bomo poslušali s temi dnevniki, upam, da večkrat, upam, da boš tudi ti danes prebrala, zaključno tudi sama, v živo tule, dnevnik na Božič, na božični dan 25. decembra 1942, ki je tukaj zelo blizu, nekje bil napisan in upam, da bojo tudi bralci, poslušalke, poslušalci, da bodo začutili to navdušenje, ki sem ga sam poln. In namreč to je zelo pomembno, ker veste, danes mediji ne opravljajo več svoje funkcije, ker so prezaposleni z testiranjem svojih lastnih meja, v katerih so izgubili občutek za poslanstvo novinarstva mnogi, ne. In so kot začarani. In za knjige ni več prostora, ne časa. Za nobene knjige. Ni. In Kocbek, ker je nevaren mislec, nevaren je levi in desni, nevaren je vsaki ideologiji. Kajti Kocbek ni bil ideolog. On je šel do konca. Tudi najbolj strahljiva vprašanja, tudi če so bili odgovori nenaklonjeni. In nam je odpiral svetlobo, ki nam danes v bistvu daje upanja za prihodnost. In če bomo naučili, če hočemo danes se pravzaprav biti svobodni, saj na nek način smo, vsako bitje je, potem moramo nazaj prižgati to luč odločne, če hočete, a priorne človečnosti, ki se ne pogaja glede resnice in glede pravice z nikomer, ker se ni treba, ker jo čutiš. To je življenje samo. Kocbek veliko govori tudi o teh spisih, ki bomo poslušali o sveti jezi.
tudi govori o Jezusu, kako se mu zdijo hinavci, številni kristjani, katoliki, ki Jezusa hočejo prikazati sem kot blagega, milega, vse razumevajočega. Kozbek opozarja, da je Jezus bil neusmiljeno odločen, ko je šlo za zlo. On ni bil tako kot današnji papeži, ki se klanjajo od Svetovne zdravstvene organizacije do Pentagona in pomagajo, da se uresničuje holokaust okrog nas. On je šel v tempelj in izgnal iz njega Wall Streete svojega časa. Jezus je bil bojevnik in zato je prav, da smo bojevniki tudi danes. In sveta jeza ni isto kot sovraštvo. To govori Kozbek sicer zelo lepo pove, se boste slišali, no? Sveta jeza je upravičena. In partizani so zmagali zato, ker jih je sveta jeza, kozmična, božanska jeza, kjer je dovolj, kjer ni pogajanja, kjer noben striček ne bo tamle prišel pa rekel, glejte, vi pa niste civilizirano ljudstvo, mi Nemci ali pa mi Italijani, kot so pisali enciklopedije uradne nemške in italijanske še v 30 letih, vi ste primitivno ljudstvo, vi ne znate zase skrbeti, vi ne veste, kaj je sodobno zdravstvo, vaše zdravilci so čarovnice, jih je treba malo zažgati, vaše zeliščarke nimajo licence, mi vemo, kako pa kaj se morate vi bomo poskrbeli za vas, da boste lepo duhovno mrtvi, ker samo taki so koristni in tudi poslovno temeljeni, sužni za suženjski red. Ok, jaz kle odtihnem, to malo svete jeze me je, ne? Ja, pravilno. Ja, prisluhnemo. A gremo poslušati? Gremo poslušati. No, ti še nekaj povej, pa jaz sem naštel. Ja. Torej, vabimo vas k poslušanju Kozbekovih dnevniških zapisov, ki jih je posnel Rok Zavrtanik ne v sveti jezi, ampak v svetem navdušenju in veselju nad tem, kar je prebiral v zadnjih mesecih. Poleg seveda vseh drugih knjig založbe Sanje, ki so izšle nedavno, pa jih mogoče omenimo potem na koncu, če bomo vsi še pri močeh in budni. Zdaj pa gremo Kozbekovim dnevnikom. Edvard Kozbek, partizanski dnevnik. 10. december 1942. Sinoči smo bili kakor otroci, kadar se družina seli. V trdi noči smo si naložili nahrbtnike, zapustili podzemeljski gozdni bunker in odšli v novo stanovanje. Čudna je ta naša zemlja. Naveže se na njo kjerkoli. Dostikrat sem se selil v življenju, pa moram reči, da sem tudi sinoči občutil nekaj domotožja podobnega, ko sem šel po lestvici iz tesnega prostora, kjer sem veliko mislil, trpel, zvedel in upal. Tonček nas je vodil mimo čete, mimo 3 samotnih kmetij, nato skozi Gaberje preko Gradaščice v Hruševo, tam smo se ustavili pri tehnikih, nato pa nadaljevali pot na Ukreber na Babno goro, ki je postala naše novo domovanje. Noč je bila temna, včasih smo morali postati, da je Tonček zatipal pravo pot. Zdelo se nam je, da nam od ključa sem diha naproti nekaj mrkega, nejasnega, hkrati pa skoraj pozabljenega, partizanskega. Dihali smo iz polnih pljuč in se potili pod težkimi nahrbtniki. Občutil sem nekoga v svoji notranjosti, ki je širil krila in se prebijal. Tiho bi se bil nasmehnil, ko bi bil iznenada prišel Kidrič in dejal: tovariši, moramo še naprej, vso noč bomo hodili. Na Babni gori smo bili previdni. Vedeli smo, da gremo v hišico, ki je podnevi nikoli ne bomo zapustili, kajti nihče v vasi ne sme vedeti, da je vanjo prišla posebna partizanska ustanova. Zato smo se do hišice morali pretihotapiti skrajne tiho. Noč je bila tako temna, da nismo mogli dobiti predstave ne o kraju, ne o hišici sami.
Čutili smo le, da smo prišli v staro, izredno majhno zgradbico, nagnjeno nad dolino. Najprej nas je objel hlad zidov. Med temi zidovi je morala živeti revna družinica. Bajta je last zgornjega soseda. Naši so okna malce popravili in stene pobelili. Vsa hišica obstoji iz sobice z majhnimi okenci in iz temnega predprostora, ki je veža in kuhinja obenem. Kuhinja 3 kvadratnih metrov, ki se iz nje kuri kmečka peč, in črno zakajena veža, ki drži spredaj in zadaj na prosto. Na levo v sobo in po lestvi navzgor na podstrešje. Ko smo prišli v sobo, je Tonček odrinil posteljo, ki stoji v kotu, in z nogo pritisnil ob 2 spretno izrezani kratki podnici. Udrli sta se in pokazala se je odprtina, vhod v naše novo podzemlje. Vhod na uteži se je globoko znižal. Po lestvici smo stopili v majhen kletni prostor, ki so mu od zunaj spretno zazidali okence. Prižgali smo luč in zagledali širok pograd v 2 etažah. O, partizanske katakombe, kako romamo skozi vaše hodnike. Če nas navsezadnje doleti najhujše, da bo podzemno laže, ker se tako sistematično navajamo na črno temo podzemeljsko površino. Vendar ugotavljam izboljšanje. Čez dan bomo zgoraj v sobi, ki gleda v dolino, v kleti bomo le po noči in ob času nevarnosti. Razgledali smo se vrnili v sobo ter sedli okrog majhne stare kmečke peči. Soba je še nekam prazna. Pogrešamo mize in klopi okrog nje. Pfeiffer hoče imeti na steni nekaj starih svetniških podob, Rus hoče močneje zapažena okna, Vidmar pa hoče silnega snega, da bi hišo podrl. Ko sem legel na novo mrzlo ležišče, ki ne vemo, kaj nas na njem čaka, sem v polsnu razmejeval velikanske prostore. Zopet sem začutil potrebo po novem ravnotežju. Človek mora najti posredno stališče med razumom in čutnostjo. Priti mora do razumskega čustva. Človeku je potrebno posredovanje med umom in nagonom, med razumom in strastjo, med večnim in častnim. Človek je namreč posredujoče bitje. Zdaj sedim za kmečko pečjo in pišem. Jutro je. Skoraj vsi so že prišli s kleti, premraženi in zmedeni, in kljub vsemu dobre volje. Skozi okenca prihaja zimsko sonce. V kuhinji se je pokazala Micka, naša nova kuharica, starejša in zanesljiva partizanka. Lastnik hiše je zvest naš človek, vendar ne on, ne Micka ne vesta, kdo smo. Za oba smo rekonvalescenti. Zatrkujemo po dolgem času, kakor da smo se prebudili v planinski koči. Toda v naši notranjosti je zadržanost, malce ironična, malce dobrotna. Rus ugleda z obraza misel, če nas je tako daleč zaneslo, se pač sprijaznimo. Njegove oči se že smejejo. 3-krat je že pogledal skozi majhno okno, vedno bolj je navdušen. Rezerve pa še ni opustil. Zato se je vrnil k oknom. Če teh oken ne popravijo, kakor je treba, nas bo vrag vzel. Ne, Andrej, ne bo nas. Ta zima je prava partizanska zima, mila, mehka in dražljiva.
Vendar je dobro, da smo nezaupljivi. Sicer bi ne bili partizani. Počasi se začenjamo umirjati. V pravi sobi smo. Toda niti zimsko sonce, niti topla peč nas ne prepričata. Imamo občutek neresnosti, kakor da nas je kdo potegnil, ali kakor da je to šolski izlet šaljivega razrednika. Vidmar spušča neartikulirane glasove, Brecelj zeha, kakor da je ponoči preskakoval trnovske oplotove. Lubej je pozabil na zemljevide, Rus energično koraka v copatah od zidu do zidu, Pfeiffer pa tiho odpira vrata v kuhinjo. 11. december 1942. Kidrič je bil danes prvič med nami v našem novem domovanju. Prinesel nam je novico, da se je na jugu že sešla neke vrste pripravljalna politična zbornica jugoslovanskih narodov. V Bihaću so se sešli zastopniki osvobodilnih gibanj Srbov in Hrvatov. Slovenskih zastopnikov ni bilo. To so povzročile pretrgane zveze med nami in jugom, obenem pa mnenje vrhovnega štaba, da je prišel neodložljivi čas za združevanje osvobajajočih se jugoslovanskih narodov na novi politični osnovi. Novica nas je napolnila z nervoznostjo, ki je bila izraz nepočakanosti in zadoščenja hkrati. Čutili smo, da začenjamo dvigati glave iznad megle in oblakov in da se perspektivne in dnevne formulacije slovenskega boja začenjajo kristalizirati v mednarodna stališča. Vest je sporočil Kardelj iz Ljubljane, kjer so jo ujeli v radiu. Kardelj sam je takoj poskrbel za prve komentarje v naši propagandi in tisku. Zdaj naj še izvršni odbor poda svojo izjavo k poročevalcu. Ta novica je med nami sprožila živahne pogovore o tem, ali stojimo pred invazijo in ali bo ta invazija vključila tudi Balkan. Predvsem pa, kaj bo treba v tem primeru storiti. Dan je temen in mračen. Popoldne sem občutil nenavadno tišino tovarišije. Zunaj je oblačno, kakor da ves dan traja večer. V meni pa se je prebudil Goethejev stavek, ki sem ga bral Bog ve kdaj. Vse, kar nas obdaja, je simbol. Brezlična gmota mračne stvarnosti nas dela nejasne, čeprav bi se najrajši kar z rokami pritipal do trdnega razgleda. 13. december 1942. Kardelj se je vrnil iz Ljubljane. Snoči smo imeli sejo izvršnega odbora. Po dolgem času smo bili prvič vsi zbrani. Kardelj je prinesel na sejo slovesno razpoloženje. Sedeli smo okrog javorove mize, hrbte nam je grela kmečka peč, na njej je stala petrolejka in razsvetljevala intimni prostor. Okna so bila zastrta. Sajali smo vso noč in bi bili še nadaljevali, ko bi Kardelju, Leskošku in Kidriču ne bilo treba oditi pred svitom. Posebno zato, ker je danes nedelja in bi zarana srečevali ljudi iz raznih vasi, ko bodo hiteli na Dobrovo k rani maši. Kardelj je orisal zunanji politični položaj, ki ga je mogoče podati po prvih rezultatih ruske ofenzive in po zasedbi Severne Afrike. Zdaj, ko stvari začenjajo zoreti, moramo ugotoviti, da med velikimi zavezniki ni soglasja niti glede na način, kako in kdaj naj se vojna konča, niti glede na stanje v povojni Evropi in v povojnem svetu.
Nesoglasja ne obstajajo le med Sovjeti in Angloameričani, temveč celo med Angleži in Američani samimi. To seveda ni golo naključje, to so posledice narave imperializma in njegove notranje logike. Angleži in Američani gledajo različno na cilje vojne, ne samo zaradi različnih narav Roosevelta in Churchilla, temveč zaradi okrutno različnih koristi njunih dveh imperijev. To se je prvič jasno pokazalo na Darlanovem primeru, ker se spričo njega Angleži opredeljujejo za de Gaulle'a, Američani pa za Darlana. Atlantsko karto in načelo o samoodločbi narodov začenjajo izigravati. Ta igra se bo po potrebi nadaljevala v še hujši obliki zoper Sovjete. Sovjeti za sedaj molčijo. Njihov tisk večji del brani načelo samoodločbe narodov. Zanimivo je, da moramo kar prerokovati, da se bo proces invazije začasno ustavil. Morebiti prav zaradi razlik, ki so se pokazale ob Severni Afriki. Začel se bo razvijati drug proces v notranjosti evropskih držav in narodov, med katerimi Italijani niso na zadnjem mestu. Ta proces se razvija v našo korist. Italijanski kronski svet je za sedaj naklonil zmago Mussoliniju, ki je dal podpisnike poslanice na kralja prijeti. Prav je, da je nekaj teh zadev na svoje oči videl tudi škof Rožman, ki je bil prav ta čas v Rimu. Rožman ni bil le pri papežu, temveč tudi pri kralju. Zdi se, da se v Italiji začenja ilegalen boj na nož. Če bo fašizem vzdržal, bo storil to le s kruto Hitlerjevo pomočjo. Zahodne zaveznike Italija zelo zanima. Če jo bodo zasedli, bo fronta nujno obstala na Soči. V tem primeru moramo pričakovati hudega nemškega pritiska na slovensko ozemlje. S tem postaja vprašanje Jugoslavije vedno bolj ostro. Sovjeti kategorično zahtevajo odprtje druge fronte. Spričo nje pa sovjetska vlada svetuje vrhovnemu štabu partizanskih čet, da na najpripravnejši način izrazi voljo po kontinuiteti Jugoslavije. Zaradi tega je tako hitro prišlo do zbora delegatov Narodnoosvobodilnih gibanj narodov Jugoslavije v Bihaću. Po treznem premisleku vrhovnega štaba se je v Bihaću ustanovil antifašistični svet narodnega osvobojenja Jugoslavije. Tega zbora se je udeležilo okrog 400 delegatov. Nažalost je črta med Slovenijo in Hrvatsko z vojnimi operacijami potegnjena tako neusmiljeno, da našim delegatom udeležba ni bila mogoča. Zaradi hudih razmer po italijanski ofenzivi so bile zveze med nami in jugom pretrgane. Predsednik antifašističnega zbora jugoslovanskih narodov je dr. Ivan Ribar, kar pomeni simbolično dejanje, kajti dr. Ribar je bil tudi prvi predsednik prve konstituante v poversajski Jugoslaviji. Kardelj je načel pogovor o našem zastopstvu v Avnoju, kakor se novo predstavniško telo jugoslovanskih osvobodilnih gibanj imenuje po svojih srbo-hrvatskih kraticah. V plenum zbora je predlagal Rusa, Kidriča, Leskoška, Fajfarja, Lubeja, Vidmarja in sebe. Za tretjega podpredsednika, ki je njegovo mesto zaradi naše odsotnosti ostalo nezasedeno, pa je predlagal mene. Pričeli smo tudi pogovor o konkretnih političnih odnosih do cerkve in verske zavesti med partizani in nepartizani. Kidrič in Kardelj sta poročala o novih znamenjih pozitivnega razmerja med sovjetsko oblastjo in pravoslavno cerkvijo, o sodelovanju pravoslavne duhovščine na bosenskem svobodnem ozemlju in izrazila nekaj pametnih pobud za Osvobodilno fronto in za krščansko skupino še posebej.
Sklenili smo sklicati vrsto duhovniških konferenc, povabiti nekaj znanih duhovnikov v našo vojsko in za prebivalstvo svobodnega ozemlja osnovati verski list. Poleg tega smo sklenili omogočiti polnočnice v bližini partizanskih enot. Krščanska skupina pa je prevzela nalogo, da Vatikanu napiše dokumentarno poslanico, da pošlje poziv katoličanom slovanskih narodov in da napiše podobno pismo katoličanom Evropskega zahoda. 16. december 1942. Znova čutim neusmiljeno radost ustvarjanja. Nekje v sredini življenja sem odprt, zavzet, sproščen, brez domotožja in občutka krivde, ki človeka kljuvata, kadar nima težišča sam v sebi. Živim iz sedanjosti. Še več. Iz absolutnega trenutka, ki se življenje v njem izenačuje s polno in silno navzočnostjo, ko se človekov jaz zaokroži v eno samo radost bivanja. Živim v prostoru, kjer vlada jasno impulzivno življenjsko razpoloženje. To razpoloženje vpliva name in me nevidno preoblikuje, predvsem s preprostostjo. Ali nisem nezavedno čakal na te trenutke? Vedno bolj poln in snovno bogat sem postajal zadnja leta. Izkušnje, pogovori, premišljevanja, prebiranje izpovednega in aktualnega slovstva so bogatili čustva, poglabljali spoznanja, obenem pa drobili človekovo enotnost. Zakladnica spomina se je spreminjala v topel muzej, slutnje neulovljivega človeka so postajale moten akvarij, občutek za temeljno človekovo drznost se je izrajal v eksotizem. Ne vem, kako bi to Mavrico ponazoril. Kitajska lirika in slovarji, slovenska ambicija in religiozna erotika, silogizmi in dialektika, apokalipsa in revolucija, spontanost in organizacija, nova stvarnost in neznanska usoda, vse se je zmešalo v prilivajočo se gmoto. Vse to nosim s seboj, toda ničesar doživetega nočem pozabiti ali zatajiti, pač pa urediti in poenostaviti v hierarhični red ter postaviti v službo najvrednejšemu cilju današnjega človeštva. Mislim, da tega ni dejal še nobeden med nami. Partizanstvo so slovenske duhovne vaje. Marksizem deluje name kot katalizator, kajti v meni povzroča več od zgolj fizičnih procesov. V sebi zaznavam neke vrste kemične spremembe, čeprav nekateri elementi ostajajo samostojni in izvirni. Čutim toploto življenja, neugibnost usode in poklicanost človekovo. Postajam življenjsko zavzet in prevzet. Moje navdušenje se osredinja. Spontanost in volja se spajata v enovite kretnje, misli zadevajo polno, ravnam po načrtu velikanskega zgodovinskega procesa. Otožnost zamenjujem s srčnostjo, dvom z gotovostjo, obup z upom, tožbo z dolžnostjo, sofizem z dialektičnimi procesi, ošabnost s ponižnostjo. In vendar se ne urejam zgolj z ideologijo. Nobena dogmatična podoba v življenju mi ne more biti svojo teoretično konstrukcijo poln, resničen in dokončen izraz sveta in človeka. Nekje za njo je prostor, kjer edino življenje samo pozna pravo smer. Na poti do socializma je človeštvu potreben posebno intenziven zanos. Gre za izrazito netradicionalno človekovo zanesenost. Človek mora biti sposoben, da se upre tudi na tisto neizčrpno in neulovljivo vsebino v sebi, ki je nobena ideologija ne more izraziti v učinkoviti in jasni obliki. Tega dela ne more opraviti nobena organizirana in dogmatična volja, temveč le prirojena zavest o človekovi vrednosti, ki ni zamejena ali kakorkoli zamorjena.
Pri svojem nenehno potrebnem in stalno napredujočem osvobajanju iz omrtvelosti, ki mu grozi v življenju, potrebuje človek spodbude, ki povzroči več od zgodovinskega, miljejskega in strukturnega učinka. Človek potrebuje entuziazma, ki prebuja in hrani tudi neaktualne nagibe njegovega bitja. 17. december 1942. Tovariš mi govori. Nekaj se je v meni zmedlo. Ne znam več misliti. Ne znam več niti govoriti. Rečem ti, da se v vseh važnih trenutkih znajdem pred sivo steno. V slehernem pogovoru s človekom je slam. Nekaj se v meni spreminja. Tla pod mano se vdirajo. Najhujše je to, da še vedno ne vem, ali se podira zgradba mojega izraza, ali pa bledi veljavnost moje osebine. Kratko in malo ne morem več jasno in sugestivno oblikovati svojih misli in jih usmerjati v sočloveka. Saj sam čutiš, kako sem neprenehoma v zadregi, kadar pletem niti svoje zavesti in jim hočem dati primerno obliko. Kje ste vi in kje sem jaz? Ne, nikar mi ne odgovarjaj. Ali vidiš, kako se mi roke tresejo? Negotov sem. Popolnoma negotov sam v sebi. Sam pred seboj sem tujec. Morebiti vem, kaj je z menoj. Nikoli nisem bil resničen človek. Vedno sem igral človeka. To je bilo vabljivo in lahko. Danes tega ne morem več. Zdaj mora vsakdo pokazati, kdo je in koliko resnice prenese. Jaz sem po svojem bistvu krhkejši od dojenčka. Po svojem bistvu sem igralec, nikoli sam v sebi. Vedno sem se hranil od tujcev, ki so se vrstili v meni. Glej tole puško. Nekam me vodi. Ne vem kam. Razkrinkuje me iz dneva v dan. Obenem pa mi brani, da popolnoma ne razpadem. Držim se je. Zdaj gre za res. Hudič, kako sem sploh zašel med vas. Toda prav je tako. Ne vem, kaj bi bilo iz mene v Ljubljani. Ampak zapomni si, vse se podira v meni. Nihče me nikoli ni naučil pravih stvari. Zdaj se plazim po tleh. Tam je najbolj varno. Če se bom nekoč mogel vzdigniti, bom prišel in se ti oglasil. Takrat bom najbrž rešen. In že je odšel, pepelnato siv, raztrgan pod nemškim plaščem ušiv, pošvedran. Toda v očeh mu je gorel ogenj, kakor od blazne omotice ali vinjenosti. Pa ni bil blazen, nevinjen, samo naglo prebujen. Žena mi je poslala novo otrokovo fotografijo. Ko sem pozorneje pogledal hčerkine poteze, sem odkril nov čar. Na otrokovem obrazu se že rišejo dekliške poteze. Koncipiral sem novoletno poslanico kristjanov v Osvobodilni fronti v mirnem, stvarnem slogu, ker sodim, da bo tak način najbolj deloval na pozitivne dvomljivce. Obdelal sem vrsto nujnih vprašanj, ki jih odpira osvobodilno gibanje. Popoldne sva z Brecljem sestavljala osnutek oficialnega pisma izvršnega odbora Osvobodilne fronte na predsedstvo Avnoja. Čim določneje sva se izražala, tem bolj naj jo je navdajalo zgodovinsko občutje. Šlo nama je za to, da se s pismom predstavimo drugim tovariškim osvobodilnim gibanjem. Zato sva najprej podala kratek pregled narodnega upora, potem pa sva izvirnost slovenskega osvobodilnega gibanja navezovala na univerzalne elemente boja proti fašizmu ter izrazito težnjo po slovenski narodni samopotrditvi in državni suverenosti spravila v sklad s težnjo po narodni in družbeni enakopravnosti vseh jugoslovanskih narodov. V slovesnem slogu sva poudarila individualnost slovenskega duha in izrazila svobodno voljo, da se Slovenci na temelju načela o samoodločbi naroda
priključimo Zvezi jugoslovanskih osvobodilnih gibanj, ki ima za cilj novo jugoslovansko državno tvorbo. Zvečer kratka seja, na kateri smo postavili povereništvo za Dolenjsko. Sprejeli smo tudi najin koncept pisma za Avnoj. 19. december. Včeraj zjutraj smo dobili obvestilo, da naš bataljon na Ključu za popoldne pričakuje obiska belogardistov. Mislili smo, da gre za osredinjen sovražni pohod od raznih strani. Pomagali bodo tudi Italijani. Kidrič nam je svetoval, naj bi ostali v hišici in se v stiski zatekli v podzemlje. Zgoraj pa pustili kuharico Micko, ki ji lahko zaupamo. Proti poldnevu je že prišlo drugo sporočilo, da se od Horjula sem pomikajo združeni Italijani in belogardisti in da gredo v strelcih preko Korena proti Ključu. Zadeva je torej postala nevarnejša, kakor smo si mislili. Toda iz hiše v belem dnevu nismo mogli oditi, kajti sicer bi se vanjo ne mogli več povrniti. Ni nam preostalo nič drugega, kakor da smo ostali in čakali na razvoj dogodkov. Ko smo nekaj čez poldne sedeli pri kosilu, smo hipoma zaslišali prve strele. Skozi naša okenca se vidi naravnost na Ključ. Zračna črta od naše hišice do vrha Ključa znaša nekaj več kot 2 kilometra. Streli so se slišali izredno blizu. Med njimi smo spoznali naše strojnice in bombaše. Naši so jih iznenadili, napadli so jih zasede, o tem ni dvoma. Pustili smo kosilo in skočili k okencem, čeprav se ni nič videlo, kaj se dogaja v gozdovih na vrhu hriba. Obviseli smo na okencih. Razločno smo slišali dvojno streljanje. Sovražnik je bil številen, naše puške redkejše. Toda to je običajno, naši nikoli ne streljajo te v dan. Vedno le v zanesljiv cilj. Italijani pa si z divjim streljanjem umetno dajejo pogum. Vendar sovražnik nedvomno nastopa v veliki premoči. Minilo je pol ure, streljanje se je razvilo, minila je ura. Nastal je kratek premor. To so nevarni trenutki, čas pregrupacij, zvitega preračunavanja in pripravljanja novih presenečenj. In res, streljanje se je znova začelo. Opazili smo, da so Italijani nastopili v zaokroženejši črti. Naše smo slišali odgovarjati iz istega mesta. Ure so potekale počasi, napetost je postajala vedno večja, naši živci so jo čutili, začeli smo zehati od živčne utrujenosti. Nenadoma pa je streljanje postalo ostrejše in nemirnejše. Začutili smo na obeh straneh zagrizenost, ki je hotela izzvati odločitev. Hipoma so se oglasili italijanski minometi z druge strani. Italijani so dobili ojačanje. Toda že se bliža večer, samo da bi naši vzdržali. Imajo zelo dobre položaje, ki jih sovražnik mora z njih vreči le s težkim orožjem. Spet je nastala tišina, zdaj pomenljiva in globoka. Nekdo izmed nas je zagledal pod ključem Italijane, napravili so si zasede. Kaj pomeni to? Boj se je znova pričel. Tokrat pa je začel kmalu pojemati. Medtem se je nagloma znočilo, le tu in tam je še počila puška. In minomet je še nekajkrat votlo in samotno udaril v nastajajoči mrak. Vedeli smo, da Italijani niso dosegli nobenega uspeha. Razživeli smo se. Do zdaj ves popoldan nismo govorili. Hodili smo po sobici, umikali se drug pred drugim in vsak je svojo zavestjo životaril na površini. Kdaj pa kdaj sem se spravil na peč. Brecelj je legel na klop in se skoraj prevrnil z nje.
Vidmar je vzel iz nahrbtnikovega žepa drobno Molierovo knjižico in pametno strmel simbol naše panike. Rus je večkrat sam pri sebi začel stavek, ki ga ni nikoli dokončal. Ko je nastala noč, se je oglasil Tonček in povedal, da so naši vzdržali in se niso umaknili niti za meter. Italijanov in belogardistov je bilo okrog 1800. Pritisk je bil nazadnje tolikšen, da se naši ne bi mogli več dolgo opirati. Rešila jih je noč. Vsega imajo le nekaj mrtvih in ranjenih. Čez nekaj časa smo izvedeli, da so horjulski belogardisti pred začetkom današnjih operacij kričali na partizane, naj se umaknejo, češ da ne bi radi streljali nanje. Kar streslo me je, ko sem zvedel to novico. Vsaj takrat jih zapeče vest galjote, ko morajo puško nameriti na svojega brata. Taki izrazi kainovskega kompleksa seveda ne krepijo morale v njihovem človeku, ko naj z življenjem brani megleno idejo. Zato so nam kurirji pripovedovali, da so se belogardisti v hipu spustili v beg, brž, ko so jih pred začetkom glavnih operacij partizani napadli iz zasede in da so jih italijanski oficiri z revolverji v rokah zaustavljali in kričali nanje kakor na živino. Ko smo zvedeli, da se je nasprotnik pod noč umaknil s ključa, sem z Rusom odšel na pogovor s Kidričem. Napovedali smo si ga pri Kelnačevih v Hruševem. Nebo je bilo oblačno, vendar tu in tam raztrgano, tako da je mesečina komaj zaznavno razsvetljevala nočni prostor. Z Rusom sva na prvih lehah, ki se nagibljajo Hruševemu, dohitela skupino ljudi. Štirje partizani so na ramah nesli nosila, na njih pa hudo ranjenega borca. Pred njimi je šel vodnik in dva laže ranjena partizana. Vsi so bili na smrt utrujeni od popoldanskega boja, vendar so nosači hodili s počasnim enotnim korakom, ki je vplival slovesno. Nihče ni govoril, še ranjenec ni vzdihoval. Z Rusom sva obstala, kakor da sva nepripravljena in nepoklicana vdrla v posvečen krog. Nekaj časa sva molče in nekam osramočeno hodila za njimi, ko pa so pri prvih hišah obstali, sva jih pozdravila in odšla naprej. Tišina noči nama je zapečatila usta. Oba sva čutila, da ne moreva govoriti. Kelnačeva hiša je ena izmed posebnih hiš na Slovenskem. Domači so pomešani med številnimi partizanskimi gosti, ki slehorno noč napolnijo hišo, tako da jih ne moreš spoznati med ljudmi, ki vrvijo po kuhinji in veliki sobi. Sredi pogovora s Kidičem je vstopil mlad, lep, postaven partizan, domači sin, komandant dolomitskega odreda, ki je vodil boje na ključu. Bil je v škornjih, ves blaten, razmršen in utrujen. Podal je poročilo in dejal, da se sovražnik kljub prvemu videzu ni umaknil. Belogardisti so na južni strani ključa postavili celo šotore. Odred se je umaknil, ker jutri takega pritiska ne bo mogel več prenesti. Predlagal je, da bi se pomaknil proti nemški meji in se po potrebi potegnil tudi preko nje. Predlog je bil sprejet. Mladi komandant je vstal in odšel. Korak mu je bil znova prožen in poteze v obrazu so se mu znova napele. Z Rusom sva se takoj vrnila na Babno goro in prebudila druge tovariše. Babno goro smo morali še ponoči zapustiti in oditi na osredek, ki leži pod Sveto Katarino. Tam nas je čakalo novo zaklonišče, ki bomo v njem prebili nevarne dneve, potem pa se zopet vrnili na Babno goro.
Tako smo odšli v Hruševo, od tam pa skozi Hrastenice in po Žirovnikovem grabnu na Osredek. Tam smo se v poslednjih temnih jutranjih urah splazili v bunker pod zadnjim delom gospodarskega poslopja, ki gleda proti jugozahodu. Bunker je ozek, visok, vlažen in popolnoma teman. V nobenem bunkerju se nisem počutil tako nečloveško, kakor v tem. In vendar smo v tem žalostnem kletnem prostoru spali tja čez poldan, dokler nas v bližini niso prebudili streli iz pušk, strojnic in prekletih minometov. Prižgali smo borno petrolejko na mizici in prisluškovali. Danes se vraga ne moremo razlikovati dvojnega streljanja, sovražnikovega in našega. Kaj pomeni to? Ali so naši prišli tik pred mejo v precep? Ali je bataljon padel v zasedo? Nervozni smo. Odred je naše poroštvo, naša varnost, naša avtoriteta. V nervozi se je ponovil tisti nepozabni prepir, ki sem ga prvič doživel v Majcnovem bunkerju ob Karlovškem mostu v Ljubljani, ko so nekega jutra v letošnjih februarskih racijah Italijani vdrli v hišo in nazadnje s hrupom prišli tudi v trgovino, ki se je iz nje prišlo v naš bunker. Eni so strastno zahtevali, naj ugasnimo žarnico, drugi pa so prav tako trdovratno predlagali, naj bi žarnica svetila še naprej. Razburili smo se in s sikajočimi glasovi utemeljevali vsak svoj predlog. Nobena stran ni hotela popustiti. Prvi so trdili, da tema v notranjosti blažilno vpliva, drugi pa dokazovali, da je v nevarnosti boljše, če je prostor pregleden in človek v njem čim jasnejši. Ta prepir se je danes skoraj dobesedno ponovil med Vidmarjem in Rusom. Proti večeru je začelo deževati. V prvi temi smo zlezli iz bunkerja pod napušč. Dišalo je po kuncih, svinjah, govedu, listnjaku. Najbolj presunljivo je dišalo po senu. Naslonil sem se na kmečki voz, ki je stal pod napuščem in se prepustil spavajočemu nočnemu hladu. Dež je rahlo šumel nad streho in na tiho naravo. Za trenutek sem stopil na prosto in skozi redko meglo zagledal migljanje luči v daljavi. To so bile luči na Viču, Ljubljano samo pa sta nam zakrivala Šišenski hrib in Rožnik. V temi se nam je pridružil hišni gospodar Košir, zadržan, skoraj otožen človek. Povedal nam je, da se je pod nami v dolini utaboril sovražnik. Odred je srečno prestopil minirano nemško mejo. Streljanje, ki smo ga slišali, ni pomenilo nič nevarnega. Veljalo je le naši patroli, ki je ostala in se zatem dobro skrila. Pripovedoval nam je tudi, da so Italijani začeli drugače ravnati z ljudmi. Uporabljajo novo taktiko. Do prebivalstva so nenadno zelo prijazni. V hiše ponavadi ne vdirajo, razen kadar poprosijo za hrano ali vodo. Njihovi vojaki so namreč vedno lačni. Končujem današnje zapiske. Ura je pozna. Z zamišljen gledam na napisano pismo. Ženi sem ga napisal za Božič, pa še malo ne izražal vsega tistega, kar sem ji hotel povedati. Dvajseti december 1942. Res je, odred se je brez posebnih težav umaknil čez mejo. Dolomičani so že v drugo tako potegnili Italijane. Videti je, da se Nemci za lokalne italijanske hajke ne zmenijo. Tistikrat niti meje ne zastražijo najbolje. Naši fantje so za nemško mejo, za njene mine in prehode dobili posebno razvit čut.
V bližini te meje se za dan, dva čutijo najbolj varne. Danes ves dan ni bilo občuti streljanja. Sovražnik se giblje nekje okrog nas. Znaki kažejo, da tudi ta hajka ni posebno ostra in sistematično pripravljena. Proti večeru dobimo naglo obvestilo, da se naši vasi bližajo Italijani. Vznemirili smo se. To je nekaj nenavadnega. Če je res, utegne oporeči mnenje o nesistematičnosti hajke. Osredek leži nekaj metrov pod nemško mejo, ki v njeni bližini Italijani ne razvijajo radi vojaških operacij. Takoj za tem obvestilom smo zaslišali streljanje neposredno v dolini pod nami. Slišalo se je, kakor da se Italijani dvigajo iz doline naravnost proti našemu gospodarskemu poslopju, ki stoji kot zadnje na tem obronku. Zlezli smo na ležišča, se spremenili v toga telesa in drugega nervozno opozarjali na konspiracijo. Vidmar je preklinjal svojo politično usodo, zaradi katere ne more biti partizan v gibljivih vojaških enotah, temveč v tej zavezani hudičevi zadnici, kakor pravi Bunkarju. Pfeiffer se je poleg mene tresel kakor šiba na vodi in se jezil na mraz. V moji zavesti pa je z besno trdovratnostjo zaplahutala misel. Nekega dne se bo končala vsa zgodovina. Vseeno je, ali se bo to zgodilo v daljni prihodnosti ali danes. Za mislečega človeka je tista prihodnost že tu. Ko je pritekel del večera in je streljanje prenehalo, je nekdo začel tiho premikati našo skrito vhodno utež. Prisluhnili smo. Gospodinja nam je prinesla večerjo. Presenetila nas je z novico, da Italijanov nikjer ni. Kmalu za njo je prišel iz partizanskega bunkarja v dolini na obisk Kidrič in pojasnil, da so ljudje našo patrolo imeli za Italijane. Po njegovem se Italijani že zbirajo za vrnitev v Ljubljano. Naš odred na drugi strani meje pa se bo to noč prav tako vrnil. V nas se je oglasila nova živčna reakcija. Postalo nas je sram. Začutili smo smešno sproščenost in otročjo razposajenost. Enaindvajseti december 1942. Davi se je vrnil preko meje le del odreda. Pri prehodu so Nemci partizane opazili in drugi del odreda napadli ter razkropili. Partizani se vračajo posamič čez mejo, zadnje pričakujejo drevi. Za Italijane vemo, da so se že vrnili v Ljubljano. Ves dan sem ležal na ležišču v razvezanem snu. Na vse strani zabrisano, na vse strani enako daleč in enako blizu. Razpoloženje, ki me redno zajame po težkih in intenzivnih trenutkih. Takrat se človekova narava zateče v indiferenco, da si nabere novih energij. Zdi se mi, da ležim nekje daleč in v otroških letih. Ta občutek mi krepita tovariša, ki se pri mizi za malenkost kar se da zavzeto prepirata. Poslušam skozi tančico utrujenosti in petrolejskega mraka, ter ne morem ugotoviti, ali se prepirata dva zelo stara ali dva zelo mlada človeka. Ne gre za stvaren pogovor. V njunih besedah drhti nekaj igrivega, še več, nekaj zavratno pozornega. Drugega naskakujeta, toda nobeden ne pove svoje misli do kraja, vsak jo le nakazuje in sobesednika s tem le še bolj draži. Nikoli bi dvoje različnih stališč ne moglo sprožiti tako zajedljivega pogovora, kakor se je to zgodilo danes. Verjetno zaradi zadrege in sramu, ki v globini občutimo po včerajšnji potegavščini. Človek je plemenito in grobo bitje hkrati.
Prvega tovariša je razgovor razhudil in prebudil kot človeka stroge discipline in analitičnega mišljenja. Pri tem ni imel posebne sreče. Kakor se nagonsko boji sofizmov, tako ves čas ni mogel iz njihove nevarne soseščine. Vendar se njegova zdrava narava vedno reši iz vsakega vratolomnega položaja. Človek redko sreča tako neposrednega, zvestega človeka. Drugi tovariš ima izviren čut za širino življenja in ostrino resnic, toda mnogokrat se obema norčavo opre in se izraža, kakor da bi stal na glavi. Posebno zadnje čase rad dela videz anarhičnega intelektualca ali genialnega otroka. Čim večja je nevarnost, tem razkošnejši je. Takrat govori vse vprek. Spreminja projekcije, preseneča z blasfemijami, se postavlja pred človeka in se spet naglo zahahlja iza njega ter predstavlja tip gratuitnega človeka, ki sem ga nekoč občudoval v Židovih romanih. Nazadnje je vse utihnilo. Takrat sem se prebudil. Bil je resnično čudaški dan. Nimam dovolj moči, da bi ga izrazil. To me vznemirja, nepotešen sem, današnje fantastičnosti nisem mogel uloviti. Dvaindvajseti december. Premišljujem o Kidričevi pripombi k svoji novoletni poslanici. Prebral jo je in se strinjal z njo. Le glede zadnjih 2 strani je poudaril, da se mu zdita premalo siloviti. Tam, kjer obsojam belogardistično krščanstvo, si želi več razkačenosti, močnejše in ostrejše obsodbe. Pritrdil sem mu. Zdaj mu sam pri sebi še bolj pritrjujem. Res je, v propagandi smo v poldrugem letu popustili, tako da so se celo po naravi ogabna dejanja kolaboracionistov začela ljudem prikazovati v zabrisanejši obliki. Popustili smo tako, da smo preveč razlagali tam, kjer bi smela govoriti le sveta jeza. Zato se moramo povrniti v stanje elementarne razkačenosti. Najbrž je boj na racionalni analitični ravnini bolj ali manj brezploden. To velja za vse pojave narodovega izdajstva. To velja tudi za pojave krščanskega izdajstva. Tistih 2 strani najbrž ne bom mogel več spremeniti, pač pa bom napisal nekaj, kar mi že dolgo leži na duši, že leta in leta. Sveta jeza me še vedno vznemirja. Odkril sem, da njeno nasprotje ni racionalna obsodba, temveč sovraštvo. Sovraštvo je zgolj refleks nagona. Sovraštvo moramo le rušiti, graditi nikoli. Sovraštvo je v bistvu anarhično, drobi človekovo duševnost in mehanizira voljo. More se sicer izražati zelo učinkovito, saj poznamo prav rafinirano tehniko sovraštva, toda vsa ta nagonska intenzivnost razoseblja in dela človeka surovega. Nekaj drugega je jeza, razkačenost, sveta jeza. To ni pojav trenutne brezosebnosti, temveč zavestna razhudnost, posredovalna sila med umom in nagonom, med razumom in sovraštvom, kakor sem to že nekje zapisal. Strast ima v človekovem življenju velik pomen, zaokrožuje človekovo hotenje ter mu daje toploto in smotrnost. Sovraštvo je surov nagon, jeza pa je strast v pravem pomenu besede. Jeza je strast, ki ve, kaj hoče, zato je usmerjena v načrten in sankcionaren boj proti zlu. Jeza je silovitost, ki uravnotežuje in mobilizira vsega hotečega človeka. Sveta jeza premaguje navade in vodi v stališče, nikoli v zgolj nagon ali maščevanje.
kako so mi zoprni in neresnični tisti kristjani, ki si v Kristusu predstavljajo milo božanstvo, zgolj razumsko bitje, ki ni sposobno afektov. Nasprotno, evangeljsko božanstvo je jezno, srdito bitje, ki tepe sovražnike in jih strašno kaznuje. Kristus je izgnal vse marje z bičem iz templja. Pred očmi mi je potek slovenskega osvobodilnega upora od začetka do danes. Zavedam se vseh elementov, ki so prispevali k tako naglemu razvoju osvobodilne misli. Zato lahko rečem, da bi osvobodilne fronte in njene rastoče sile ne bilo niti brez družbenih motivov, niti brez moralne razkačenosti, ki se je prebudila v našem ljudstvu ob zasedbi. Družbena in moralna gibala se združujejo v en sam motor in temu motorju lahko rečemo sveta jeza. Celo to lahko rečemo, da je sveta jeza bistvo slovenskega osvobodilnega gibanja. December 1942. Snoči smo se selili nazaj na Babno goro. Mimogrede smo se znova oglasili pri Kelnačevih ter se pogovorili z drugimi člani izvršnega odbora in s komandantom odreda. Zvedeli smo, da se te dni v Ljubljani znova dogajajo napeti dogodki. Italijani so prav včeraj pred Božičem začeli nove racije. Belogradisti jim to pot izdatno pomagajo. Pravzaprav jih vodijo. Med pošto sem dobil pretresljivo pismo. Piše mi prijatelj, ki so mu naši likvidirali svaka. Bil je med rešenci iz vlaka pri Verdu. Fant je bil plavogardistično navdihnjen in ni hotel vstopiti niti v partizansko enoto, niti v delavski bataljon. Ne vem, kako je končal. Predstavljam si le okoliščine, ki so prav pospešile njegovo tragično smrt. Vsakdo med nami bi rad ohranil sleherno življenje, toda zgodovina teh krutih dni gre neusmiljeno preko osamelih in zabludelih vrednosti. Pisma nisem mogel prebrati do konca. Umolknil sem, zadel nahrbtnik na rame in odšel za tovariši Topoglavo v noč. Dobro vem, kaj naj odgovorim na pismo. Ne vem pa, ali so za to sploh besede. Sveti dan se bliža, čez 2 dni bo Božič. Danes sije sonce na modrem nebu in razsvetljuje velikanski prostor, kakor da se že odpira pomlad. Gledam skozi okno, potopljen v jasno vesolje in nič ne vidim. Kaka mila zima se počasi oblikuje v moji notranjosti. In vendar stojim nekje zunaj te resničnosti, ponižen, osramočen, zmeden in hkrati pripravljen na nekaj, kar bi mi pomagalo vanjo. Na kolenih bi hotel priti do njenega srca in se izmiriti. Če bodo moji otroci kdaj prebirali te moje zapiske, ne bodo mogli do kraja razumeti, kaj sem moral preživeti to noč. Zmleti me je hotelo, kajti to noč sem spoznal, da je za vekomaj odšla moja svobodna razpoložljivost. Ne svoboda, temveč razpoložljivost. Vse, kar sem do zdaj doživel v okviru osvobodilnega gibanja, so bili bolj ali manj dogodki, ki so se vezali z mojimi osebnimi odločitvami. Zavezal sem se prvi dan svojega notranjega pristanka. Toda to so bila duhovna dejanja moje vesti in zavesti, ki niso vedno identična s pečati zgodovine. To noč pa je zgodovina pritisnila name in me ujela. Zdaj sem njen, zavedno, nepreklicno. Zdaj sem čvrsto povezan z njenimi determinizmi, zdaj je konec moje zgodovinske brezmadežnosti. To je žalost posebne vrste. Slovo od nečesa, kar mora dati
mesto višji zrelosti, polnejši človekovi utelešenosti na tej zemlji. Slovo od poslednje mladosti. Nato sem se dvignil iz temne kleti in sedel med tovariše okrog peči, kakor potnik na ladji, ki je pravkar vrgel poslednji pogled na staro obrežje, potem pa odšel v notranjost ladje in v duhu že stopil na novo zemljo. Po prvi besedi mi je odleglo. Oprijel sem se dveh tovarišev okrog ramen. Nobeden izmed njiju ni opazil, da sem zatrepetal. Rešil se bom, ker se bom rešil v tovarišiji. 24. december 1942. Brejc je znova odpotoval z navodili in kupom pisem na Dolenjsko. Govoril sem s Kardeljem in mu predočil potrebo po razglasu, ki ne bi ga Slovenska komunistična partija naslovila na slovenski narod, in se mu v njem predstavila v svoji današnji funkciji. Razloži in utemelji naj svoje vodilno mesto v Osvobodilni fronti, pojasni naj svoje gledanje na narodovo vprašanje in osvobodilne cilje, poleg tega pa naj določi svoje razmerje do kulturne tradicije in humanizma. Želim si, da bi pred ljudi razgrnila svoje najmočnejše elemente, svoj živi način mišljenja, svojo podobo demokratičnega socializma in podobo nove Slovenije sploh. Kardelj me je pazljivo poslušal in se strinjal s potrebo v takem dokumentu. Današnji dan je mračen, zaprt vase. Pfeiffer organizira sveti večer in partizansko polnočnico pri Dobrovski podružnici. Tonček je ravnokar prinesel od Kridiča pismo, v katerem nas vabi zvečer h Kelnaču, da bomo pozdravili goste, ki so prišli iz vrhovnega štaba. Z Dolenjske so se vrnili člani glavnega poveljništva, z njimi pa je prišel Arsa Jovanović, odposlanec vrhovnega štaba. Visok, temnopolt in koščen Črnogorec, bivši aktivni oficir, zdaj eden Titovih vojaških sodelavcev, je prišel preko Hrvaške v Slovenijo, da se seznani z našimi vojaškimi izkustvi in doseže tesnejšo povezavo našega glavnega štaba z vrhovnim štabom. Na Dolenjskem je bil kakšne 3 tedne, udeležil se je bojev na Suhorju in Ajdovcu, obiskal štabe naših brigad ter odredov. Med večerjo nam je podal bežen pregled političnega in vojaškega razvoja na jugu od Kardeljevega odhoda iz Srbije do danes. Poslušali smo ga in spraševali. Pogovor je postajal vse bolj živahen in pisan. Zborovanje v Bihaću, vojaške operacije v Bosni, politični položaj v Srbiji, mačkovščina na Hrvaškem, Tito in njegov štab, politična in vojaška struktura partizanstva na jugu, druga fronta, Brüningova akcija v Nemčiji in tako dalje. Obljubil nam je podati izčrpno vojaško in politično poročilo na seji izvršnega odbora, na katero smo ga povabili. Rus je pozdravil Jovanovića sredi večerje z napitnico. V svojem odgovoru je Jovanović pozdravil Osvobodilno fronto, novo predstavništvo slovenskega naroda in napil novi zvezi jugoslovanskih narodov, ki se v boju začenja ustvarjati na temelju popolne enakopravnosti. Glavni štab nam je sporočil, da je na svojem potovanju po Dolenjskem prišel po izkušnjah do novih spoznanj, ki jih je praktično že izkoristil. Tako je vse partizansko bojno področje na slovenski zemlji razdelil na 4 operativna območja, na Dolenjsko, Notranjsko, Alpsko in Štajersko operativno cono. Mednje je enakomerno razdelil 4 udarne brigade, 6 odredov in 5 samostojno delujočih bataljonov. S temi ukrepi smo se že de facto podredili vrhovnemu štabu kot najvišji jugoslovanski vojaški instanci. Z Jovanovićem so prišli mladi partizanski oficirji, Srbi in Črnogorci, ki bodo ostali pri nas in našim štabom pomagali s svojim izkustvom.
Glavni štab je že napravil razpored in jih po večini dodelil brigadam. Jovanovič je tudi po partijski liniji prinesel važna in iniciativna sporočila. Ni nobenega dvoma, da stopamo v novo obdobje. Začenja se politično in vojaško povezovanje vseh osvobodilnih gibanj v Jugoslaviji. Na vidiku je ustanavljanje osvobodilnih front po slovenskem vzorcu pri Hrvatih in Srbih. Mi pa bomo svojo vojsko reorganizirali po južnem zgledu ter skušali svoje vojaške operacije koordinirati s Hrvati in Bosanci. Brecelj, Pfeiffer in jaz smo čakali, da nas pred polnočjo pokličejo fantje, ko bodo šli k polnočnici. Nekdo je sicer prišel, toda samo povedati, da duhovnika izpod smreke ne bo, ker se je zbal. Ko je ura odbila polnoč, sem stopil pred Klenačevo hišo. Izza trgajočih se oblakov se je na dolino začela širiti rahla mesečina. Po cesti je stopala gruča žensk. Na drugi strani gradaščice se je na hribu zabelila podružnica svetega Jurija. V njej se je zazibal zvon in pretrgal nočno tišino. Bronaste glasove sem tisti hip zaslišal iz dvora in iz Dobrove. Vaščani so se kljub vsemu zbrali v cerkvici in zapeli božične pesmi. Ustnice so se mi premaknile. Mir ljudem na zemlji. Kak neznansko domač in vendar tuj stavek. Kolikokrat sem ga slišal v najbolj patetičnih oblikah, zdaj ga izgovarjam počasi in težko, kakor najbolj preprosto oznanilo. Rok Zavrtanik vam je bral iz Kocbekovih partizanskih dnevnikov od 10. decembra do 24. decembra 1942. In če vas je to branje pritegnilo, vam z Rokom sporočava, da berite tudi vi na glas. Berite, snemajte se, objavljajte, širite pisano besedo med ljudi. Zelo malo prostora ali nič je namenjenega v medijih, zelo malo prostora ali nič je namenjenega v javnosti. Hitre novice, tisto, ko piše enominutno, dvominutno branje, dajmo jih spremeniti v enourna, dvourna branja. Ali pa 5 minut, če vam je tako ljubše. Lahko pošljete svoje posnetke tudi nam, lahko jih streamate v živo, tako kot sva midva to počela nocoj oziroma še počneva. Lahko počnete karkoli, samo širite dobre knjige. Ni treba, da berete samo Kocbeka, čeprav je tudi tukaj še ostalo ogromno gradiva, ki ga lahko vsi skupaj, vsak zase in za druge prebiramo ure in ure. Preberite nam tisto, kar trenutno berete, kar vas trenutno navdihuje, kar vam daje pogum v teh težkih časih, kar vas spravlja v dobro voljo, kar vas spravlja v jok. Nobeno čustvo ni prepovedano ali pa nezaželjeno. In pred koncem, ker smo že ravno 25. decembra, bom še jaz prebrala zapis iz Kocbekovega dnevnika za ta dan. Okrog 4 zjutraj se je tovarišija razšla. Naša babnogorska družbica se je napotila skozi hrastenice, stopila na desni breg gradaščice in se začela vzpenjati na babnogorski stari grad, kakor pravijo ljudje starim čerem, ki spominjajo na razvaline. Rus in Vidmar sta šla pred nami. Lubej, Brecelj, Pfeiffer in jaz pa smo se ustavili v visokem pobočju sredi mladega smrečja in v jutranji temi tiho in ubrano zapeli Sveto noč. Lubej je zavzeto prepeval. Ko smo nekaj kitic odpeli, smo ga začeli dražiti. Ali smo te ugnali? Za cerkvenega pevca smo te napravili. On pa je stekel za nami,
O, ti prekleti klerikalci! V naši bajtici se je dobra volja še stopnjevala. Ni se nam dalo spati. Micka nam je na mizi pripravila okusen prigrizek. Brecelj pa je iz svoje sanitetne torbe potegnil steklenico žganja. Prijelo nas je burkasto razpoloženje. V Breclju se je prebudil tisti škrat, ki čez dan ždi v njem in ki sem ga že nekajkrat spoznal na fantovščinah, na Pšincu in za Bežigradom. Iznenada je postal fantastično domiselen. Zaigral je pantomimo, ki jo je spremljal z najstrahotnejšimi živalskimi glasovi. Vedno hujši in grozotnejši je postajal, zviral se je in tulil, kakor da ga muči ples svetega vida. Potem pa je hipoma zadržal svoje kretnje in se prelil v liričnega simbolika, da je začelo jemati sapo. Tudi partizani se niso dali ugnati. Dobrovski župnik je davi maševal v gabrski podružnici. Bližnja četa bataljona je odšla korporativno v cerkvico in bila pri vseh 3 božičnih mašah. Partizani so pri glavni maši peli s tako ihto, da je prevzelo celo Tončka, ki nam to pripoveduje. Pravi, nikoli do zdaj še nisem bil tako rad v cerkvi, kakor davi. Najbolj presenečen pa je bil seveda župnik. Zdaj smo se prebudili, ura je že pozna. Micka nam je spekla božično potico. Sedimo okrog mize in jo pokušamo, nato dobimo še čaj. Praznično smo razpoloženi. Tovariši so začeli šahirati ali prebirati knjige. Iz svoje partizanske torbe sem potegnil Sveto pismo in prebral Evangelije in berila, kakor jih berejo na božični dan. Nato gledam skozi okno in premišljujem. Obstajata 2 človeška reda. Zunanji red, ki je sad močne oblasti, organizirane družbe in modrih zakonov, ima določene meje. Na drugi strani teh meja se začenja področje notranjega reda, ki je odvisen le od zavesti in ki teži v skupno domovino človeštva. Prvi red utemeljuje naravno nujnost, drugega pa človekova težnja, ki pomeni še močnejšo nujnost, skrivnostnejšo, zahtevnost naše narave in celo nadnarave. Prvi red je relativen, kakor vse človeške zgradbe, drugi red pa kljub krhkosti svojega uresničevanja skuša ustrezati stališču večnega reda. Prvi red sestavljajo borci, revolucionarji, politiki, organizatorji in sodniki, drugega pa junaki, svetniki, mistiki in vsa tista bitja, ki jih red omejevanja, prepovedovanja in zunanjega urejanja na tej zemlji ne more zadovoljiti. Zapredel sem se v zgodovinska premišljevanja. Ko sem se prebudil, je bil okrog mene prijazen hrup. Tovariši so prenehali z igrami in sedijo na peči ali pod njo. Med njimi krožijo burne pripovedi, kakor med očanci. Slišim Rusa, kako se krohota. In nato so pisali žandarjem, naj mu napišejo spričevalo, da je resnicoljuben. Smeh ga je kar davil. Takoj sem spoznal, da pripoveduje zgodbe iz svoje sodniške prakse. Ko si je malo oddahnil, je nadaljeval. Pomislite, žandarjem so pisali, naj izjavijo, da je resnicoljuben. In znova je bušil v smeh. Zdaj so se začeli tudi drugi na vso moč hahljati,
Vidmar je imel že solzne oči od smeha. To je Rusa podžgalo, sigal je in mlatil okrog sebe z rokami. Brecelj mu je pomagal. No, tisti je resnično postavil svojo luč pod mernik, ko je pisal po to spričevalo. Vidmar pa je hitro dodal bojazni, da bi šala prehitro ponehala. Iz tistega mernika zlepa ne bo spravil iz sebe. Saj, so se vsi še močneje zakrohotali in z njimi sem se začel krohotati tudi jaz. Toda moj smeh je bil smeh ubogega Jorika. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo naslednjič. Če pa želite dobiti opomnik, obvestilo, kdaj bomo spet v živo, ker te gverilske akcije pač nimajo nekega stalnega urnika, ne. Se zgodijo, ko se zgodijo, tako kot se dogaja življenje samo. Razen vihca, seveda, ja, vihec pride ob določeni uri za lahko noč otroci, mi, ki smo malo starejši, pa si zraven predstavljamo še zajčke, ki grejo potem spat. Torej, ne vem, jaz se na to ne spoznam, ampak Rok pravi, da se da na vseh teh kanalih, odvisnih, neodvisnih, korporativnih in nekorporativnih, nastaviti opomnike oziroma neke zvončke, tako kot na božičnih saneh, ki zacingljajo in vas spomnijo, da sanje prihajajo k vam v živo. Lepo sanjajte, lahko noč. Vsem vam, ki tako zvesto spremljate tele naše oddaje, želimo, da bi v novem letu svetloba sreče zmeraj premagala temo hudega. Zato pa ljudje prižgimo luč. Iz oken vsake hiše naj čez dežele in meje srebrno seme seje in zlo iz src nam briše. Prižgimo luč, ljudje. Ljudje, prižgimo luč za otroke naše male, ko nam preveč bolet in njihov bo ta svet, naj vrt jim bo, ne skale. Prižgimo luč, ljudje. Ljudje, prižgimo luč, prižgimo jo vsi hkrati, da bodo vse povsod utrujeni soldati domov spet našli pot. Prižgimo luč, ljudje. Ljudje, prižgimo luč. Saj kdaj že plamen sveče pokaže kot in kam gre prava pot do sreče, ko človek tava sam. Prižgimo luč, ljudje.